Živijo, še vedno smo pri naravnih številih. Zdaj bom pa še predstavila, kaj so praštevila in pa sestavljena števila. Se pravi, v prejšnjem videoposnetku smo ugotovili, da nekatera naravna števila lahko delimo. Naprimer, 15 smo ugotovili, da lahko delimo s 5, pa tudi s 3 se da deliti, in pa pri vsakem številu lahko vedno delimo s 1 in pa s 15. No in ravno taka števila, kjer lahko delimo samo s številom samim in pa z 1, taka so praštevila. Se pravi, da ni nekega drugega naravnega števila, s katerim bi lahko to delili. In to so števila 2, 3, 5, 7, 8. Ni naprimer, lahko delimo 4, 9 tudi ne, ker lahko delimo s 3, 10 tudi ne, potem naslednja 11, 13, 14 tudi ne, 15 ne, 16 ne, 17, 19 in tako naprej. Teh praštevil je ogromno in jih je neskončno mnogo. Vsa ostala števila, ki niso torej v tem seznamu, kot je naprimer tudi 15, takim številom pravimo sestavljena števila. Torej, to so praštevila, to so pa sestavljena. In vsako sestavljeno število lahko zapišemo kot produkt praštevil. Če vzamemo naprimer 24, lahko to zapišemo kot 4 krat 6, ampak to še ni zapisano kot produkt praštevil. Zaprav 4, zdaj lahko zapišemo kot 2 krat 2, 6 pa lahko zapišemo kot 3 krat 2. In če to zdaj še zapišemo v obliki potenc, torej imamo 2 krat 2 krat 2, torej to je 2 na 3 krat 3. In smo dobili zapis kot produkt s praštevili. Če bi imeli zdaj tukaj še eno število, 72 naprimer, jo isto lahko razdelimo in potem izračunamo lahko od teh dveh števil skupni delitelj, se pravi, kakšno je tako število, ki največje tako število, ki deli obe števili, in pa najmanjši skupni večkratnik. Kako se to točno naredi, bom pokazala v eni izmed nalog.